Minister se je ob obisku Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota seznanil s programom računalništvu in elektrotehnika. Z dijaki, ki jo obiskujejo, je sodeloval tudi na tribuni, na kateri so se pogovarjali o digitalni preobrazbi, socialnih medijih in njihovih načrtih za v prihodnje. Glaven namen njegovega obiska pa je bil, da spozna tukajšnje mlade. Da jih poslušam, da vidim, kaj potrebujejo za to, da bodo še bolj uspešni tukaj v šoli in kasneje v svojih poklicnih življenjih. Moram reči, da so obiski in pa srečevanja s mladimi najljubši del vsakega obiska. Ogromno se učim od mladih. Te generacijske razlike so vsaj na tehnološkem področju čedalje večje. Zato res želim čim več časa preživeti z njimi, da jim lahko prisluhnem in potem tudi ustrezno pomagam. Ker se v Sloveniji soočamo s čedalje večjim pomanjkanjem tehničnega kadra, si na ministrstvu prizadevajo, da bi to spremenili. Pomanjkanje tehničnih talentov je naš izziv številka 1 in moramo kot država, pa tudi kot družba veliko več vlagati v razvoj tega kadra, predvsem pa moramo navdušiti čim več deklet, da se odločajo za tehniške poklice, ki so konec koncev poklici prihodnosti. Danes je bilo v razredu tudi nekaj punc, kar me zelo veseli. Bile so pa v bistvu zgolj 2, od mislim, da 30, če ne 40. Tako da verjamem, da imamo tukaj ogromno rezervo in upam, da bomo lahko skupnimi močmi in različnimi ukrepi čim več mladih, še posebej punc, navdušili nad temi znani, pa tudi poklici prihodnosti. Po drugi strani pa se trudijo različnim skupinam, ki jim digitalizacija ni blizu, omogočiti čim lažjo digitalno transformacijo. Prav področje digitalne vključenosti je ena izmed mojih prioritet. Po eni strani želimo s projektom Digitalni bon pomagati starejšim, da osvojijo osnove digitalnih veščin, po drugi strani pa želimo mlade navduševati nad znanjem poklici prihodnosti. Tako bomo zagotovili subvencionirane ali pa celo brezplačne tečaje robotike, programiranja, umetne inteligence in pa podjetništva za naše osnovnošolce in pa srednješolce. Prav tako bomo pomagali mnogim od njih tudi z moderno računalniško opremo. V okviru obiska je minister spoznal še aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka in si ogledal proizvodnjo visokotehnološkega podjetja Virs.